Kaj pričakujete od nove vlade? S novim predsednikom državnega zbora ste se prvič sestali. So obljube kaj drugačne? Se bo kaj spremenilo odnos od Slovenije do Slovencev zamejskih Koroških? No, jaz mislim, da že samo dejstvo, da smo se tako hitro lahko pogovarjali s predsednikom državnega zbora, kaže, da je zanimanje državnega zbora nove vlade za rešitev še odprtih vprašanj slovenske narodne skupnosti na Koroškem dana, da pa predvsem smo lahko danes predsedniku nakazali, bi rekel, te nove pogoje, ki dejansko dajo tudi upanje za koroške Slovence, ker se vedno samo pogovarjamo o dvojezični topografiji, manj se pa pogovarjamo o tem, da imamo tukaj izrazito dobre človeške vire v tem skupnem slovenskem kulturnem jezikovnem prostoru in da jih je treba še bolj učinkovito izkoristiti, seveda tudi ukrepitev jezika in kultura v zamejstvu in po svetu. In mi kot koroški Slovenci smo zdaj prav gotovo v situaciji, ko imamo na Dunaju novo vlado, v Ljubljani novo vlado in tudi na Koroškem bodo deželno-zborske volitve pod novimi izhodišči, kjer deželnega glavarja Hajdarja ni več. In vse to daje seveda upanje, da je zdaj nujno potrebno, da bi rekel z nekimi novimi pogledi, z atraktivnosti nagovorimo te nove vlade, da nas podprejo, na drugi strani pa si pridobimo še, bi rekel, večinsko prebivalstvo, da se ne samo solidarizirajo z manjšino, ampak da odkrijejo tudi del njihove lastne narodne identitete. In na Koroškem imamo še 30-40 tisoč prebivalcev, ki na nek način še obvlada ta slovenski jezik, bodi si v dialektu pasivno in to je treba v nekem pozitivnem vzdušju nagovoriti in veseli me, da bo predsednik državnega zbora krepil naprej to izredno dobro sodelovanje obeh državnih zborov Avstrije in Slovenije, ker samo izredno dobri bilateralni odnosi, izredno dobri projekti med Avstrijo in Slovenijo in dobri čezmejni programi bodo krepili življenjski prostor slovenske narodne skupnosti. Pa recimo odhod enega človeka, to lahko takšna sprememba, mislim, umrlega deželnega glavarja Hajdarja? No, jaz mislim, da je, kar se tiče deželnega glavarja Hajdarja, da je on prav gotovo bil osebnost, ko je enostavno narod poslušal, kaj govori in temu tudi sledil, brez da bi veliko premišljeval. In seveda takšnega politika zdaj na Koroškem ni in so enostavno drugi pogoji, kjer so se tudi, ali pa kjer se lahko tudi drugi, ki so bili v krogu deželnega glavarja, seveda zdaj razprostijo in imajo tudi lastno menjenje. Jaz upam, da bo to menje, to prepričanje takšno, da enostavno ugotovijo, da ima koroška prihodnost predvsem v tem, da izredno dobro sodeluje z Slovenijo, da krepi to čezmejno sodelovanje in mene osebno veseli, da je novi deželni glavar zdaj najavil to idejo skupne kandidature za skupno svetovno smučarsko prvenstvo na tej tromeji, ker ravno takšne prireditve bi lahko še dali tisti zadnji impuls, da razbremenimo še zadnje meje, ki jih nekateri še v glavah imajo. Še nekaj mi povejte, kako pa kaj komentirate morebitnega novega veleposlanika na Dunaju, to je zdajšnjega gospoda zunanjega ministra Dimitrija Rupla? No, jaz osebno mislim, da je velikega pomena, da ima zunanja politika Republike Slovenije neko kontinuiteto v bilateralnih odnosih do Avstrije in če pride zunanji minister Rupel kot veleposlanik, bo to zame osebno nadaljevanje te kontinuitete med Avstrijo in Slovenijo, saj je imel z našo zunanjo ministrico izredno dobre stike in se je marsikaj lahko tudi na tej ravni razrešilo. Jaz mislim, da manjšina in narodna skupnost ne mora biti tista, ki posega v notranjo politiko Republike Slovenije in mora bi tukaj dodal to, da moramo prenehati s tem, da zamejci ali Slovenci po svetu, če pride v Sloveniji do nove vlade, da se potem govori, zdaj je pa leva vlada, zdaj bo pa levica imela prednosti, zdaj pa prej je bila desna vlada, ima desnica prednosti. Takšno mišljenje je skozi desetletja bremenilo odnose med manjšino in med matično državo. In zato bi bil pravilen odnos takšen, da je državniški odnos ne glede levo, desno, sredinsko, do zamejcev je treba imeti korektni odnos in vsi partnerji so enakopravni. In dejstvo, da je nas sprejel predsednik državnega zbora, tudi kaže, da upošteva pluralnost, ki jo živimo znotraj narodne skupnosti. Ne more noben danes zahtevati iz demokratične države Slovenije, da moramo postati vsi enotni, morda še ideološko enotni.
tega ne more, ker potem imamo enoumje in to demokratična država ne bo zahtevala, to niti parlament nikoli ni zahteval in predsednik je ravno to danes poudaril. Ta pluralnost je nekaj, kar je samoumevno, to mora biti v demokratični družbi tako zagotovljeno, ampak pomembno je, da se koroški Slovenci uskladimo v tistih pomembnih vprašanjih, ki so življenjskega pomena, tako, da smo navzven enotnega mnenja. To je pa možno. Prvič dobite ministra za Slovence po svetu, pa za manjšino, ne? Ja, mi dobimo ministra in tukaj imam dober predlog za novo vlado, da ga lahko krepijo takoj s tem, da ministra za Slovence po svetu in za mesto, da mu dajo še dodatno nalogo in vlogo, ki še regiji v Sloveniji nimamo. Se pravi, nimamo samo umevnega pogovornega partnerja z našo deželo ali štajersko deželo ali s Folanijo, da dobi minister za Slovence po svetu in za mesto tudi nalogo, da je on tisti, ki tako reko skrbi za odnose med deželami in vlado Republike Slovenije. S tem dobi tudi manjšinsko vprašanje čist drugo vrednoto in seveda bi s tem dobil tudi minister možnost, da je v stalnem stiku predstavniki teh deželnih vlad. In to bi bil bistven oziroma velik premik v pozitivne odnose med deželo in med Slovenijo, bi razbremenil težave, da pač država ne more uradno imeti stike z deželo, ampak seveda tudi z državo, tudi z vlado na in na drugi strani bi vedno bilo prisotno vprašanje razvoja narodne skupnosti. In jaz sem globoko o tem prepričan. Mimo tega ni več poti, da se bo uveljavil tudi koroški evropejec in tudi koroška vlada bo to spoznala. Najlepša hvala. Prosim.